Poglejmo si obe zasedbi, vidite na vaših zaslonih zasedbo gostujoče ekipe Dolenc, Juričan in Stanojlović so vratarji, nato pa Andrej Dolenc, pa Cingesar, Jamnik, Pip, Mali, Matic, Pip, Bergant, Jasenko, Damjanović, Matevž Jasenko, Belič, Fajfar, Derling in pa Jankovski v zasedbi Štrbucla. Še ekipa Celja, pivovari z dvema vratarjema, Bojič in Vujović, nato pa Strmljan, Terzić, Mazej, kapetan Razgor, Cokan, Mrguč, Poteko, Ivanković, Čepić, Kodrin, Žabič, Mlakar, Vlah in Suholežnik. Pri domačih trener Alen Toskič, pri gostujoči zasedbi Jure Štrbucl. Celjani torej v prejšnji sezoni tretja ekipa lige NLB, Škofjeločani pa so osvojili 8. mesto, ampak v tej sezoni ciljajo veliko više, to pa potrjujejo tudi rezultati iz začetka sezone. Dejal sem torej, da so Celjani zaenkrat v tej sezoni v ligi NLB še neporaženi, brez praske zmage nad Mariborom, pa Šmartnim, Koprom, Ormožem, Slovanom in Ribnico. Ribnica je bila najbližje izgubila z 31 proti 28. Na drugi strani pa torej samo en poraz za Urbanski Loko proti Slovanu 24. septembra. Sicer pa zmage proti Ormožu, Gorenju, Dobovi, Ribnici in v zadnjem krogu še proti Ivančni Gorici. V dvorani Zlatorog že poteka uradna predstavitev. David Sok in Bojan Lah sta sodnika, ki sta seveda zelo izkušena, naša mednarodna sodnika, letos tudi na delu na olimpijskih igrah v Tokiu, pa tudi seveda delilca pravice na mundialu v Egiptu, kar je bil že njun 6. mundial. Zdaj pa bomo spoznali najprej gostujočo zasedbo. Matic Pip je kapetan pri Urbanskej Ploki, vratarji so Gašper Dolenc, pa potem Luka Stanojlović in pa Jošt Juričan. Vsekakor je velika okrepitev za Urbanskej Ploko prihod Darka Cingesarja, ki je v tej sezoni zaenkrat pri 18 zadetkih. V prejšnji sezoni je Cingesar igral za Trimo iz Trebnjega, pa torej zdaj je znova zamenjal delodajalca. Za Trimo je v prejšnji sezoni dosegel 50 zadetkov, bil je pa predtem nazadnje v ligi NLB v sezoni 15-16, ko je bil še član Maribora, predtem pa tudi član Velenja, da tudi seveda nekdaj redni član slovenske reprezentance. Kar se tiče samih medsebojnih tekem, so Celjani logično uspešnejši. Loka je sicer že znala presenetiti današnjega tekmeca. Nazadnje sta ekipi remizirali 25. maja 2019, ko je bilo v Škofji Loki neodločeno 27-27. Zadnja zmaga za Loko pa leta 2011, takrat zmaga z 28 proti 25, prav tako v dvorani Poden. Na svojem parketu pa so Celjani zelo uspešni, praktično 100-odstotni. Tudi nekaj navijačev se je zbralo v dvorani Zlatorog, kjer bo zdaj na parket prišla tudi domača ekipa. Najprej seveda kapetan David Razgor, nato pa tudi oba vratarja in vsi preostali igralci. Pri Celju je jasen cilj, da danes osvojijo novo zmago. Alen Toskič je sicer dejal, da se zaveda, da danes Celjane čaka zelo zahtevna tekma. Urbanska Ploka že vrsto let velja za zelo neugodno ekipo, ki igra hiter rokomet, izkorišča svojo hitrost tudi v napadu, v obrambi pa so vselej nepopustljivi. Ampak trener Celja je prepričan, da se je
dobro pripravil na nasprotnika in da je dobro na današnjega tekmeca pripravil tudi svojo ekipo. Zagotovo bomo hitro videli, če je temu zares tako. Dejal sem samo Ribnica je bila zares blizu Celjanom, ki so uspeli nadigrati tako Slovan kot Ormož, pa tudi Koper, Šmartno in Maribor. Na drugi strani pa je Loka imela nekaj tesnih tekem proti Gorenju, pa tudi proti Ribnici. Dobova je padla za 8 zadetkov, Ivančna Gorica v zadnjem krogu za 13 golov. Je pa Slovan torej slavil za zadetek v svoji dvorani. Tako, zdaj smo spoznali obe ekipi, spoznali tudi sodnika, vlogo delegata danes opravlja Marjan Frelih in počasi bo vse nared za začetek edine današnje tekme, prve tekme 7. kroga Lige NLB. 5 jih je na sporedu jutri, ena pa bo na sporedu 17. novembra. Takrat se bosta pomerila Trimo in Jeruzalem Ormož. Jure Šterbucl še zadnjimi nasveti zdaj za svoje fante. Na drugi strani tudi še zadnji posvet pri Celjanih. Vidimo, da so eni in drugi maksimalno osredotočeni. Mi pa lahko samo upamo, da bomo pospremili napeto tekmo, da bodo Škofje Ločani uspeli dolgo držati ritem in da bo napeto v dvorani Zlatorog vse do konca. Potem pa seveda naj zmaga boljši, želimo pa si torej predvsem napete tekme in kvalitetnega rokometa. Pri Celjanih bo v vratih začel Miljan Vujović, 21-letnik v tej sezoni je dosegel tudi že 2 zadetka. Vsekakor bo v nadaljevanju priložnost dobil tudi nekdanji vratar Ribnice, Nebojša Bojić. Na drugi strani pa Luka Stanojlović, tisti, ki začenja v vratih. Tudi on v tej sezoni že med strelci dosegel je en zadetek, kot kaže pa bo prvi napad na tekmi pripadel Celjanom. Samo menijo, da bi še kako koristilo, torej da ima tale prehod k mreži, roko ima mrko. Celjani v rumeno-modrem, poglejmo, kakšna bo tista začetna postava. Na levem krilu Kodrin, pa potem levi zunanji Ivanković. Na položaju srednjega zunanjega pričakovano začenja Vlah. Desni zunanji je Žiga Mlakar. Na položaju krožnega napadalca Vit Poteko. Na desnem krilu pa Gal Marguč. Pričakujemo lahko agresivno igro Urbanske Ploke v obrambi, to bodo gostje tudi potrebovali. Na zadnji medsebojni tekmi v dvorani Zlatorog so sicer Celjani prišli do gladke zmage, slavili s 35-24, tudi zadnjo medsebojno tekmo pa so Celjani brez kakršnih koli težav dobili. V Škofji Loki je bilo letos 14. februarja kar 42-21 za Celje, ampak Škofje Ločani so v povsem drugačnem momentu. Zdaj so si Celjani priigrali 7 metrovko, to je bilo tako jasno, ko je žoga šla na Poteka, šlo je za obrambo v vratarjevem prostoru, kar smo lahko tudi videli. Delo pa torej za Gala Marguča. Gal Marguč in Stanojlović iz oči v oči, kdo bo uspešnejši. Prvi zadetek na tekmi je dosegel Gal Marguč. V drugi minuti v sicer svojem prvem napadu Celjani torej do vodstva z 1-0. Poglejmo, kako se bodo zdaj na drugi strani izkazali igralci Urbanske Ploke. Grega Jamnik na desnem krilu, pa Damjanović desni zunanji. Organizator igre je Aljaž Jesenko, na levem zunanjem, kot smo vajeni v tej sezoni, Darko Cingesar, na levem krilu Matic Pip in na položaju krožnega napadalca Andrej Bergant. Prvi rumeni karton na tekmi, prejel ga je Vit Poteko.
Aljaž Jesenko, ki organizira igro pri Urbanski Ploki, je izredno razpoložen tudi v tej sezoni, kar se tiče doseganja zadetkov. Navajeni smo že tega z njegove strani. 30 golov je dosegel v tej sezoni. Gre za zelo neugodnega, sicer ne visokega in tudi ne pretirano, vse na videz ne močnega igralca zunanje vrste, ampak tehnično je odličen. Zdaj pa že prva kazen pri Celjanih. Izključen je Ante Ivanković, 21-letni Hrvat je v tej sezoni dosegel 23 zadetkov, takole pa sicer v posnetku akcija v obrambi vida poteka. Ivanković torej izključen. Tole pa je bila tehnična napaka, ki jo je storil Cingesar. Hitro protinapad Celjanov, Marguč je stekel. Dobro so tole izvedli gostitelji in v izteku 3. minute povedli z 2-0. Celjani so bili v obrambi z igralcem manj, ampak Škofjeločani tega niso znali izkoristiti. Damjanović, Jesenko pa Cingesar. Cingesar, lepa finta, krasna asistenca in mirno je Andrej Bergant zaključil na črti 6 metrov. 2-1, prvi zadetek v 4. minuti, zdaj tudi za Urbanski Ploko. Tudi na današnji tekmi Florijani, ki bodo poskrbeli, da bo vse nekoliko bolj glasno v dvorani Zlatorog, kot je bilo na začetku srečanja. Prav povsod spremljajo svoje ljubljence tudi v tej sezoni. Vlah pa potem podaja strani Čepiča na desno krilo. Celjani v napadu brez vratarja, pa tehnična napaka. Vrnil se je sicer Vujović nazaj v vrata. Imajo pa Škofjeločani ob tem, ko je Ivanković izključen še pol minute, znova napad z igralcem več in priložnost za izenačenje. Jesenko, Cingesar. Cingesar tvegal je s podajo proti Jesenku. Tole bo žoga za Škofjeločane, prekršek za 9 metrovko. Hitro zdaj teče ura. Ivankovićeva kazen se bo kmalu iztekla. Ali bodo Škofjeločani prišli do zaključka? Cingesar, ampak Vujović na pravem mestu in nič ne bo z izenačenja gostujoče zasedbe. Prva obramba za Vujovića, predvsem pri Urbanski Ploki, bo izredno pomembno, v kakšni dnevni formi bodo vratarji. Za uspeh v dvorani Zlatorog ekipa potrebuje vratarja v tisti najboljši izvedbi. Kodrin, Mlakar, pa zdaj na pravem mestu Stanojlović, njegova prva obramba. Ta zaključek Vlaha sicer ni bil ne vem kako nevaren. Cingesar, lepo sta križala z Damjanovićem, ampak vseeno ni bilo dovolj prostora, da bi 24-letni Damjanović lahko prišel do zaključka. Cingesar, Jesenko, Damjanović. Celjska obramba je višja, močnejša kot napad Urbanske Ploke, ampak Škofjeločani imajo svoje prednosti na drugih položajih, oziroma morda bolje rečeno, imajo druge kakovosti in videli bomo, če bodo te danes prišle do izraza. Cingesar, bilo je to tudi na meji korakov, ampak mislim, da je bilo vseeno vse v najlepšem redu. Še naprej v napadu gostje. Celjani zaenkrat zelo zbrani v obrambi in hitro je prišla nagrada. Kodrin lahko doseže prvi zadetek na tekmi in to mu je tudi uspelo. Tilen Kodrin, njegov 36. gol v tej sezoni, prvi na današnji tekmi. 7. minuta, znova +2 za Celje. Nemočen je bil Stanojlović, ne glede na to, da se je Kodrin hitro dvignil. Uspešno realiziran protinapad Celja. Vsako napako Škofje Loke v napadu bodo Celjani skušali izkoristiti. Cingesar. Ni prekrška,
na pravem mestu Vujović. Žogo so potem ujeli Celjani, že je šel proti napad Alex Vlah, obramba Urbanske Ploke ni bila postavljena in na začetku 8. minute prvič na današnji tekmi Celjani vodijo s 3 goli prednosti, 4+1 je izid. Povsem v znamenju Celja začetek tega srečanja. Rumeni karton pri domačih. Tilen Kodrin je prejel opozorilo. Cingesar, Damjanović, še enkrat Cingesar in Damjanović. Po žogo Bergant, Damjanović, Jesenko, Cingesar, kdo se bo odločil za prodor, za zaključek. Ja, krasno, Damjanović, odprla se je luknja v celjski obrambi, drugi zadetek za Urbanske Ploko na današnji tekmi, 9. minuta se je začela. Pa ekspresen odgovor Celjanov na drugi strani. Čepić je zadev njegov 5. zadetek v tej sezoni, prvi na današnji tekmi. 5-2, znova torej +3 za pivovarje. Cingesar. Ja, Damjanović deluje zelo motiviran na začetku tega srečanja, že kar nekaj njegovih prodorov, tudi že en njegov zadetek. Tokrat je bil zaustavljen s prekrškom, Cingesar za Berganta in tole bo nova izključitev. Ostajata zvesta svojemu kriteriju, kar se tiče tega vlečenja za majice, pa tudi prerivanja na črti 6 metrov. Poteko je bil že kaznovan tudi z rumenim kartonom in zato zdaj 2-minutna izključitev, druga pri Celjanih na današnji tekmi. Ampak spet niso znali izkoristiti številčne premoči Škofja Ločani. Žiga Mlakar pa zato na drugi strani natančen in Celjani so zdaj prišli do nove najvišje prednosti. Mora pa reagirati Jure Šterbucl. In tole je zdaj 1. minuta odmora ter tudi priložnost za naše oglaševalce. Uresničite svoje cilje. Varčujte v skladih Amundi in Moreja. Brez vstopnih in izstopnih stroškov. SKB banka. Ko Janez hitro potrebuje zdravnika splošne medicine ali specialista, nič več izgubljen ne kliče naokoli za informacije. Zanj vse uredi varuh zdravja. Sklenite tudi vi zdravstveno polico in si zagotovite dostop do zdravnika, ko ga potrebujete. Tudi na daljavo. Varuh zdravja. Vsak dan ugodno v Šparu. Svinjska rebra zdaj samo 3,99 € za kilogram. Okusne borovnice pa samo 99 centov. Špar, vse, kar potrebujem, po cenah, ki jih obožujem. Moral je reagirati trener gostujoče zasedbe. Celjani so povedli 6-2, sicer v obrambi še vedno z igralcem manj in zdaj bodo Celjani igrali z 2 manj v obrambi. Nova kazen, novo odrivanje ob poskusu skoka in strela proti vratom in zdaj torej izključen Žiga Mlakar. Že 3. kazen pri Celju na tekmi. Velika premoč zdaj Urbanske Ploke, 6 igralcev proti 4 in to je zdaj znal izkoristiti kapetan gostov Matic Pip. 6-3 v izteku 10. minute.
Alen Toskič je navkljub dvojni izključitvi na klop poklical Vujovića, Celjani tako v napadu s 5 igralci, poglejmo, kaj jim lahko uspe. Takoj pa višje postavljena obramba pri Urbanskej Ploki, to je povsem logično, ob tem, ko zdaj Celjani nimajo krožnega napadalca, ampak vseeno so Celjani s tem križanjem odprli obrambo gostov in Radojca Čepič je lepo zaključil za 7-3. Potem pa na drugi strani napaka gostov. Dobro se je postavil Aleks Vlah in Celjani imajo nov napad. Ne glede na to, da ima Urbanskej Ploka kar 2 igralca več v napadu, tega Škofjeločani do tega trenutka niti približno niso znali izkoristiti. Še 10 sekund kazni za Mlakarja. Stefan Terzič zdaj tudi v igri, no, medtem pa prva izključitev tudi pri Urbanskej Ploki. Darko Cingesar izključen. In videli bomo, kako bodo Celjani znali to kazen izkoristiti. Imajo pa zdaj domači na voljo še 7 metrovko. Spet delo za Marguča, poglejmo, če lahko pivovari povedejo z novo najvišjo prednostjo na tekmi, da natančen Gal Marguč, 8-3 in tole je nova najvišja prednost za Celjane, ki zdaj vodijo s +5. Jesenko, Urban Pip, zamenjava torej na desnem zunanjem pri Urbanskej Ploki, pa žoga mimo vrat, ostaja nepremagan Vujović v zadnjih minutah, ostajajo pri 3 zadetkih, gostje na drugi strani je zdaj spodrsnilo Kodrinu, tam so prepričani, da je padel Kodrin v vratarjev prostor. Še dobro, da tule ni prišlo do poškodbe. Ko se je Kodrin, mislim, da zapletel v kabel. Celjani ostajajo v napadu in imajo še naprej igralca več, ampak tokrat podobno kot njihov nasprotnik v večini primerov tega niso uspeli izkoristiti. Roka pa se je zatresla tudi Urbanu Pipu, ki je imel solo akcijo, solo prodor, bil sam pred vratarjem, pa žogo poslal čez gol. Ja, spet ne bo viška na Marguča na desno krilo, dobro so reagirali v obrambi Škofjeločani. Še 10 sekund kazni za Cingesarja. Vlah, Čepič, Vlah na črti 6 metrov, nova 9 metrovka je to zdaj samo za Celjane. Cingesar se je vrnil nazaj na parket, Urbanskej Ploka torej v polni postavi, še ena 9 metrovka pa bo to za domačo zasedbo. Spet nekaj spodbude za domače. Poskuša Vlah, težka podaja je bila to za Čepiča. Potem pa na pravem mestu Stanojlović, ki je uspel zaustaviti poteka. Urban Pip, tokrat natančen. Njegov 37. zadetek v tej sezoni, prvi danes. Hitro se vse skupaj nadaljuje. Terzič, Vlah,
Prodiral je Vlah, zunanja vrsta pri Celju, torej Terzič, Vlah in pa Čepič. Tudi Marguč na črti 6 metrov. Terzič pa se je lepo dvignil, edini v zasedbi Celja, ki je že v svoji karieri osvojil Ligo prvakov. To se je zgodilo leta 2013, ko je bil ta zdaj 27-letni srbski igralec, član Vardarja. 9-4 pa vodstvo za Celjane. Polovica prvega polčasa je za nami. Urbanska Iploka torej ves čas v zaostanku. Celjani so zelo odločno krenili v današnjo tekmo. To smo potihoma tudi pričakovali. Celjani na tak način igrajo že vso sezono. Še naprej bo to napad za gostujočo zasedbo. Jesenko, Cingesar, Urban Pip, poskuša Urban Pip, znova na tleh. In še ena 9-metrovka. Ja, čvrsta celjska obramba, tudi z izkušnjami Vida Poteka, ne bo pustila nizki zunanji vrsti Urbanske Iploke, da bi slednja prihajala do lahkih zaključkov. Zdaj še tehnična napaka Cingesarja. Vlah je povlekel, Vlah našel je Poteka, ampak že predtem sta se oglasila David Sok in Bojan Lah. Celjani v napadu, da povedejo s +6, to bi bila nova najvišja prednost na tekmi. V igri zdaj Ante Ivankovič, ki je pri žogi. Ivankovič ima ogromno prostora in prava bomba. 24. zadetek Ivankoviča je to v letošnji sezoni v ligi NLB. Celjani pa vodijo s +6. Počasi bodo morali gostje v obrambi začeti zaustavljati favoriziranega tekmeca, če bodo želeli upati na to, da bi v prvem polčasu ostali blizu. Pivovari pa vsaj do tega trenutka v obrambi zelo zbrano, v napadu pa izkoriščajo praktično vsako priložnost, tudi sicer kaznujejo vsako napako, ki si jo Urbanska Iploka privošči, ko gradi napadalno akcijo. Nekaj lahkih zadetkov so Celjani danes že dosegli. No, medtem pa lepo, domiselno Urban Pip, ki je presenetil tako celjskega vratarja Vujovića kot celotno celjsko obrambo s temle nizkim izmetom. 10-5 je izid v dvorani Zlatorog. Ivankovič, Vlah, Terzič, Marguč, Ivankovič, znova Terzič, Vlah in krasno Vlah. Zdaj serija krasnih zadetkov Celja, ki vodi z 11-5. Jesenko. V igri sta zdaj tako Aljaž kot Matevž Jesenko. Nič ne bo sproti napada Tilna Kodrina. Še naprej je to žoga za gostujočo zasedbo. Urban Pip pa Matevž Jesenko, po žogo Bergant. Aljaž Jesenko. Urban Pip in Matevž Jesenko. Še enkrat Urban Pip, ki je znova lepo zadev njegov tretji zadetek na današnji tekmi. Še vedno je edini pri Urbanske Iploki, ki je na tej tekmi dosegel več kot gol. Terzič, Vlah, krasno se je obrnil Vlah, no potem vendarle pravočasen
v obrambi Bergant, ki je storil prekršek za 9-metrovko. Tule se je obrnil Vlah in šel mimo Andreja Dolenca. Zdaj se je izkazal z obrambo Stanojlović, tretja njegova na današnji tekmi, na drugi strani ima Vujović prav tako zdaj 3 po tej akciji. Po hitrem zaključku Urbanske ploke vselej kot Celjani zapravijo napad. Tega ne znajo gostje kaznovati. Aleks Vlah pa do svojega tretjega zadetka na današnji tekmi in Celjani vodijo znova s +6. 21. minuta je že v teku v prvem polčasu. Lahko je zadovoljen do tega trenutka Alen Toskić. Na drugi strani pa so Škofjeločani v teh prvih 20 minutah občutili moč celjske ekipe. Devetmetrovka za goste. Spet poskuša naveza Jesenko. Matevž za Aljaža Jesenka, pa znova Matevž Jesenko in Urban Pip, ki je danes nekajkrat že presenetil obrambo Celja. Krasna žoga v protinapad in odlično Tilen Kodrin. Mislim, da je bil Galmar Guč tisti, ki je žogo tam dobro ujel pred svojim vratarjevim prostorom in potem tudi super podal proti Kodrinu. Drugi zadetek za Kodrina, njegov 37. v tej sezoni in nova najvišja prednost za Celjane, ki bežijo za 7 golov. Ostajajo zelo agresivni v obrambi. Tole bo zdaj nova izključitev. Kakšna bo odločitev sodniške zasedbe. Tule je Suholežnik šel v blok Urbanu Pipu, ki je obležal na tleh. Dvominutna kazen. Mislim, da tule zares ni šlo za nameren udarec v obraz. Je pa Suholežnik nespretno zadev nasprotnika. Lahko bo hitro nadaljeval z igro Urban Pip, ki je že na nogah, vse je ok z njim, kar nas zagotovo veseli. Pri Celjanih pa je tole zdaj že četrta izključitev v prvem polčasu, ampak te kazni 24-kratne prvake niti približno ne mečejo iz ritma. Poglejmo pa, če lahko tokrat Škofjeločani izkoristijo številčno premoč. Tudi takšnih prodorov je bilo zaenkrat premalo. Matevž Jesenko je zadev za 13-7. Celjani bodo napadli brez vratarja. V igro zdaj Stefan Žabič, pa tudi Tilen Strmljan. Stefan Žabič, ki si je pri Mariboru nabral kar nekaj izkušenj v tej sezoni, dobro izkorišča priložnosti, ki jih dobiva, predvsem v napadu zna opozoriti nase. 10 zadetkov je že dosegel. Gre za krožnega napadalca, ki se zna dobro postaviti v napadu. Še posebej zna pri Celju seveda izkoriščati dejstvo, da ima zdaj zares kvalitetno ekipo okrog sebe, ki mu zna asistirati. To se vidi tudi zdaj, ampak Žabič tokrat naravnost v vratarja. Stanojlović do četrte obrambe, prazna celjska vrata in zadetek Urbanske ploke, 13-8 je izid. Najprej torej zapravljena priložnost Žabiča, ko ga je zaustavil Stanojlović. Potem pa mislim, da Aljaž Jesenko, tisti, ki je dosegel zadetek, njegov prvi šele danes za 13-8.
spet do žoge Žabič, znova ga je zaustavil Stanojlović, ampak tokrat je Stefan Žabič priigral 7-metrovko, ki jo bo vnovič izvedel Gal Marguč. In tudi tokrat je Stanojlović klonil Gal Marguč do svojega 4. gola. In s tem je zdaj prvi strelec tekme. Iztekla se je kazen Suholežniku. Celjani spet v polni postavi, tudi v obrambi. Znova naveza Jesenko, pa krasna akcija na desno krilo. Tam je imel Grega Jamnik dovolj prostora. In 9. zadetek je to za Urbanske Ploko, 14-9. Na drugi strani obramba Stanojlovića, žoga potem v naročje Kodrina. In Celje ima na voljo nov napad, je pa zdaj z minuto odmora reagiral Alen Toskič. Izid torej 14-9 za Celjane, ki so vodili že s +7. Privoščimo si tudi mi nekaj odmora, priložnost za naše oglaševalce, potem pa nas čaka zaključek prvega polčasa. Tvoja kokta, tvoja stvar. Človek brez imena. Vedno, ko s srcem zapišem slovensko besedo, pomislim, kaj prinese predanost iz nas samih, iz naših misli, iz naših rok, iz naše zemlje. Ustvarimo nekaj, kar ostane za nami. Beseda sveta, človek brez imena. Radi imamo domače. Mercator. V napadu Celjani, tole bo zdaj prekršek v napadu, ki ga je storil Ivanković. No, morda pa se lahko gostje približajo v finišu prvega polčasa, še 5 minut do konca prvega dela. Urbanske Ploka zdaj v napadu za 10. gol. Prodira Aljaž Jesenko, pa zdaj Urban Pip. Urban Pip natančen, dobro se je tule prerinil do zaključka. Izključen pa bo, kot kaže, zdaj eden pri Urbanske Ploki, to bo Matevž Jesenko, ki je tam sicer skušal ukrasti žogo, ko so Celjani šli proti sredini igrišča in želeli izvesti hitri center. Ko se je zdelo, da bi se lahko gostje približali, torej izključitev, ki bo vsekakor presekala tale nalet zasedbe, ki jo vodi Jure Šterbucl. Kodrin, pa Ivanković in Strmljan. Ivanković, ja, tvegana podaja, ampak na koncu vseeno dovolj natančna. Gal Marguč pa do svojega 5. zadetka na današnji tekmi. Takole je prišel do zaključka Gal Marguč, bil spet znova za Celjane. Urbanske Ploka pa v napadu brez vratarja Stanojlovića, torej prazna vrata pri gostih. Gašper Mali je dobil priložnost na položaju levega zunanjega. Pri žogi medtem Gašper Mali pa Aljaž Jesenko, Urban Pip. Napaka Urbana Pipa, vrata so prazna. Tole je zdaj vendarle opazil Ante Ivanković, vračal se je v gol Stanojlović, ampak Ivanković vseeno dovolj močno in natančno, da Celjani znova vodijo
s 6 zadetki prednosti. V 26 minuti je bilo 14:10, zdaj pa spet 2 hitra gola celjske ekipe in znova višja prednost. Znova lahko domači lažje dihajo. Urban Pip. Jesenko, Pip pa Gašper Mali. In to bo zdaj 7-metrovka. Prva 7-metrovka na tekmi za zasedbo Urbanske Loke. Urban Pip je tisti, ki je vzel žogo in ima priložnost, da doseže svoj 5. gol na srečanju. Dvoboj obeh enajstic za prvega strelca tega tekme gre torej naprej. Zdaj sta Pip in Marguč poravnana. Oba sta dosegla po 5 zadetkov. 16:11 pa je izid v 28 minuti. Strmljan, Terzič, Ivankovič, znova Strmljan, zahteven položaj, ampak Strmljan, nekdanji član Ribnice, dolgoletni član Ribnice, je prišel do gola tudi z takšnega položaja ter poskrbel, da Celjani spet vodijo za 6. Jesenko pa Pip, Mali odhaja na klop, namesto njega bo znova v igro vstopil Matevž Jesenko. Matevž Jesenko, Urban Pip pa Aljaž Jesenko. Aljaž Jesenko, njegov drugi današnji zadetek, 17:12. Hitri center je Celjanom uspel, ampak obramba Urbanske Loke dovolj hitro na svojem mestu. Poskušal je Strmljan. To bo zdaj samo 9-metrovka za pivovarje. Takole so vendarle gostje uspeli zaustaviti Strmljana. Ivankovič, Strmljan, Terzič, pritiska na zunanjo vrsto Andrej Dolenc. Danes nismo videli tiste značilne agresivne obrambe škofjeloške ekipe, vsaj ne do tega trenutka. Na črti 6 metrov pri Celjanih pa ostaja Stefan Žabič v finišu tega prvega polčasa. Spet se je ponujal Žabič, ampak s prekrškom zaustavljen Ante Ivankovič. Pa krasno, Strmljan praktično z mesta je tule zaključil za 18:12. Samo še slabe pol minute pa je ostalo do konca prvega polčasa, ki ga bodo Celjani zanesljivo dobili. Nas pa zdaj seveda zanima, če lahko Urbanska Loka doseže še en zadetek. Škofjeločani bodo potem tudi začeli drugi polčas in bi se lahko približali na 4 gole, če bi bili obakrat natančni. Ja, zdaj je zadev Matevž Jesenko. Drugi zadetek za Jesenka. 18:13, torej izid, takole je postavil izid prvega dela Matevž Jesenko. 18:13 je rezultat. Prva strelca sta na eni strani Marguč s 5 zadetki in pa na drugi strani Urban Pip, ki je prav tako dosegel 5 golov. Gostujoči vratar Stanojlović pri 5 obrambah, medtem ko jih je Miljan Vujović zbral nekaj manj, pri 3 obrambah je pa nase opozoril pri Celju s 3 goli še Aleks Vlah. Pričakovano so torej Celjani odločno odprli tekmo in tudi zanesljivo vodijo. Videli bomo, kaj lahko v drugem polčasu ponudi ekipa Urbanske Loke. Vsekakor pa je pred gostujočo zasedbo zahtevna naloga v lovu na povratek v tekmo. Vidite tudi strelce na vaših zaslonih, kot smo že ugotovili, torej Pip in
in Marguč najbolj razpoložena na eni in na drugi strani. Naj pa si bo to dovolj, še nekaj najlepših trenutkov prvega polčasa, potem pa se seveda za nekaj trenutkov od vas tudi poslavljam. Vabljeni, da boste v naši družbi tudi, ko se začne drugi polčas, do začetka slednjega pa lep pozdrav. Znova lep pozdrav, cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji rokometa v družbi Sport kluba. Pred nami je drugi polčas prve tekme 7. kroga lige NLB. Celjani gostijo Urbanske Ploko, po prvem polčasu pa vodijo z 18-13. Tudi nekaj navijačev se je zbralo danes v dvorani Zlatorog. Privrženci Celja so lahko v prvem polčasu videli kar zbrano in zelo zanimivo igro svojih ljubljencev, ki je prinesla tudi rezultat. Vidimo tudi listo strelcev. Pri gostih je 5 golov dosegel Urban Pip. Zaenkrat v napadu, če smo iskreni, tudi edini razpoloženi v zasedbi Škofje Loke. Na drugi strani pa je Marguč dosegel 5 zadetkov, bil 100% s črte 7 metrov, 3 gole je dodal Vlah, potem pa še kar nekaj strelcev. Kodrin, Čepič, Ivankovič in Strmjan so dosegli po 2 gola, Terzič in Mlakar pa sta dodala po enega. Škofjeločani bi za morebiten uspeh na današnji tekmi potrebovali zelo razpoloženega vratarja. 5 obramb je zbral v prvem delu Stanojlović. Vsekakor so imeli gostje tudi kar nekaj priložnosti, da bi se uspeli približati, sploh če izpostavimo, da so Celjani imeli kar 4-krat izključenega igralca, gostje samo 2-krat, ampak tudi ob navijanju Florjanov so Celjani ves čas mirno igrali, kaznovali prav vsako napako tekmeca, vodili že tudi z 7 zadetki pri izidu 13-6 v 22 minuti. No, lahko pa se zdaj Urbanske Ploka, ki je prvi polčas končala z zadetkom Matevža Jesenka, približa na 4 gole zaostanka, kajti Škofjeločani so tisti, ki bodo krenili iz sredine, ob tem, ko se bo čez nekaj minut začel drugi polčas. Kaj morajo spremeniti gostje, da bi se v tem drugem delu uspeli približati? Predvsem bodo morali igrati še bolj agresivno v obrambi. Najbolj pomembno pa bo, da izkoristijo prav vsako ponujeno priložnost. Nekaj zares lepih so jih zapravili tudi Urban Pip, ko je šel samo proti napad. Predvsem na začetku tekme so imeli težave v napadu. Še v 12. minuti so bili pri vsega 3 zadetkih in v 18. pri vsega 4. No, na to v zadnjih 10 minutah pa vendarle postali nevarnejši tudi na polovici Celja. Bo pa moral jasno svoje dodati še kdo izmed soigralcev Urbana Pipa. Predvsem v tem prvem polčasu ni uspel kaj pretirano nase opozoriti Aljaž Jesenko, ki je zaenkrat pri 32 golih v ligi NLB, pa tudi jasno Grega Jamnik, tisti, ki ni bil ne vem kako razpoložen v napadu, pa tudi Darko Cingesar, ki je zaenkrat še brez zadetka. Na drugi strani bo Alen Toskič tudi v drugem polčasu zagotovo ponujal priložnost številnim igralcem. Videli bomo, če bo Bojić stopil v vrata od začetka drugega dela. Vujović je zaenkrat pri 3 obrambah. Vidimo strokovno vodstvo Celja, pa zdaj še stratega Urbanske Ploke. Šterbucl se je v Slovenijo vrnil 22. decembra predlani, ko je prevzel svoj klub, če smemo uporabiti ta izraz, iz dola pri Hrastniku. Gre pa seveda za stratega, ki ima kar nekaj izkušenj tudi iz
tujine, bil je v preteklosti del britanske in korejske rokometne reprezentance, pa tudi sicer še kar nekaj zanimivih izkušenj tekom njegove kariere. Prejšnji trener urbanske ploke Robert Beguš pa se je vrnil k Riku iz Ribnice. V tem 7. krogu, kot smo že v prvem polčasu ugotavljali, jutri še 5 obračunov, in sicer Gorenje Koper, Dobova Šmartno, Ivančna Gorica Maribor, Ljubljana Ribnica in pa Slovenj Gradec Slovan, ter še ena tekma v tem krogu, Trimo Trebnje Jeruzalem Ormož 17. novembra. David Sok in Bojan Lah sta dala znak, da se igralci vrnejo nazaj na parket. Celjani bodo začeli v obrambi in pričakovano bo Nebojša Bojič zdaj v vratih pri 24-kratnih prvakih, ki so v prejšnji sezoni osvojili 3. mesto. Na drugi strani je priložnost v vratih dobiva Gašper Dolenc. Na položaju krožnega napadalca ostaja pri urbanskej ploki Bergant, organizator igre. Na začetku drugega dela je Matevž Jesenko, na levem zunanjem Aljaž Jesenko, levo krilo Matic Pip, na desnem zunanjem Urban Pip, pa desno krilo Grega Jamnik. Brez kakšnih pretiranih sprememb, torej v zasedbi Jureta Štrbucla. Poskuša Urban Pip, pa Aljaž Jesenko, Matevž Jesenko šel bo do konca in tudi uspešno zaključil. Tretji zadetek zanj pa zadetek, ki je približal urbanskej ploko, ki je zdaj prišla še do ene priložnosti, še do enega napada. Celjani torej na polovici tekmeca niso bili uspešni. Andrej Dolenc gre na klop, v igro pa prihaja Matevž Jesenko. 18:14 torej urbanska ploka se lahko približa na vsega 3 zadetke zaostanka in to se je zdaj tudi zgodilo. Urban Pip, 6. zadetek zanj. Zadnjič so Celjani vodili za vsega 3 zadetke v 8. minuti, pa zdaj veselje znova pri gostih, kajti takole je Marguča zaustavil Gašper Dolenc. No, morda pa na začetku tega drugega polčasa urbanska ploka poskrbi, da bomo pospremili v dvorani Zlatorog dramatičen drugi polčas. Po žogo Bergant, Urban Pip, Aljaž Jesenko, obrnil se je Jesenko, potem pa ni bilo prostora, da bi akcijo zaključil Pip. 9-metrovka za urbanska ploko, ki že nadaljuje z akcijo. Urban Pip, Aljaž Jesenko pa Matevž Jesenko. Znova njuna kombinacija. Matevž Jesenko in zaustavil ga je Kudrin. 9-metrovka. Še enkrat prodira Aljaž Jesenko. Sodnika sta že dvignila roki. Tole je zdaj nova 9-metrovka, potrebno pa bo zaključiti. Lepo Pip proti Bergantu, ampak ni uspel zadeti. Bergant bil je v težkem položaju in niso se uspeli približati na vsega 2 zadetka zaostanka. In na drugi strani potem hitro kazen. Vid Poteko je prišel do svojega prvega zadetka na tej tekmi. 19 proti 15 pa torej izid. Znova plus 4 za Celjane. Zapravljen napad.
Nebojša Bojič do prve obrambe, na drugi strani pa natančen Tilen Kodrin. Kot kaže, so se Celjani zdaj predramili. Dobre 3 minute kasneje so se vrnili iz slačilnice, kot radi rečemo v žargonu, kot tekmec. In znova vodijo z 20-15, to je tista prednost, ki so jo Celjani tudi imeli ob koncu prvega polčasa. Prekršek za 9 metrovko, preoster je bil Ivankovič, Pip in Matevž Jesenko. Aljaž Jesenko znova za Matevža, žoga na levo krilo, Matic Pip ni uspel zaključiti. Tole pa bo zdaj 7 metrovka za goste. Tako je bilo jasno, da odločitev ne more biti drugačna. Pomagal si je z roko Žiga Mlakar, ki je povlekel za hrbet Berganta. 7 metrovko bo izvedel Aljaž Jesenko. In natančen Aljaž Jesenko. Njegov 8. gol v tej sezoni z črte 7 metrov iz 12. poskusa. 20-16 je izid. Lepa akcija Celjanov, ampak poteka je zaustavil Gašper Dolenc. Kot kaže, dobra odločitev Štrbucla, ki je na mesto Stanojlovića v vrata poslal Dolenca. Zdaj še ena 7 metrovka, znova Mlakar, tisti, ki ni bil dovolj hiter v obrambi. Ni bil postavljen, zato ni niti mogel pričakovati prekrška v napadu. Grega Jamnik pa bo tokrat izvedel 7 metrovko, njegov 10. poskus v tej sezoni. 7-krat je bil v 9 primerih natančen in ostaja pri 7 golih 7 metrov. Nebojša Bojič do druge obrambe na današnji tekmi, ostaja pa 20-16 in Celjani lahko znova povedejo s plus 5. Mlakar, Vlah, še enkrat Mlakar, do žoge Ivankovič, Mlakar, dvignil se je Vlah, tole bo nova obramba za Dolenca, njegova 3. že. Prekršek je potem storil na črti 6 metrov Poteko, ki se je skušal preriniti do žoge. Prekinitev pa zaradi poškodbe zdaj na strani gostujoče ekipe. Upajmo, da ni prišlo do česa resnejšega. Tule jo je skupil Andrej Dolenc. Kot kaže, težave z levim kolenom. Videli smo, kako je nam padel v tisti akciji igralec Celja in to je lahko vselej zelo nevarno za kakšno poškodbo. Upajmo, da je s kolenom 21-letnega Dolenca vse v najlepšem redu. Gre za pomembnega aduta v obrambi. Za nekaj trenutkov na klop Andrej Dolenc. Urbanskej Ploka pa v napadu, da se znova približa v napadu za svoj 17. zadetek. Matevž Jesenko. Ja, en natančen Urban Pip, že njegov 7. zadetek. 20-17. Začetek drugega polčasa je povsem pripadel Škofjeločanom. Želeli smo si napete tekme in zdaj so gostje bližje. To nas jasno veseli, kajti Celjani bodo morali znova poiskati tisto svojo igro iz prvega polčasa.
kakšna bo zdaj odločitev. 7 metrovke ne bo, na tleh je bil Poteko, samo 9 metrovka torej za zasedbo Celja. Poteko in Vlah, nadaljuje se napad domače zasedbe. Na pravem mestu znova Gašper Dolenc, njegova 4. obramba. Na samo 2 gola se lahko zdaj približa Urbanskej. Ploka hitro je tule zaključil, po mojem mnenju prehitro, Urban Pip. Lahko bi se spet Loka približala na -2. Bergantu to ni uspelo tam po 32 minuti, v 39 pa to ni uspelo Urbanu Pipu. In Celjani zdaj znova v napadu. Prišli so Celjani do zadetka, kot kaže pa tam zdaj tudi poškodba. Na tleh je Mlakar, upajmo, da ne gre za kaj hujšega, takoj so zaustavili igro Celjani. Mlakar je tule padel, videli ste, kako mu je obrnilo gleženj in to ne napoveduje nič dobrega. 21 proti 17 je izid. Zaskrbljen pa je lahko upravičeno Alem Toskič. Upajmo, da tule zdaj ni prišlo do kakšne zares težje poškodbe. Mislim, da dejansko z gležnjem vse v najlepšem redu, ampak imel je ujeto svojo desno nogo ob tekmeca Žiga Mlakar. In že v tistem prejšnjem primeru pri Urbanskej Ploki smo videli, kako nevarno je vse skupaj za koleno in zdaj je tale korak Mlakarja zares težek in upajmo samo, da bo hitro nazaj na parketu. 21-17 izid za Celje. Vlah je dosegel zadetek v zadnji akciji. Mislim pa, da je Mlakar že odigral svoj zadnji napad na tem obračunu. Upam seveda, da se motim. Tako je zdravniška pomoč na klopi Celja Mlakarju. Zaskrbljeni seveda Florjani. Žiga Mlakar v tej sezoni pri 18 zadetkih v Ligi NLB. Zdaj tudi zdravnik Saša Đurić tam ob Mlakarju. Igra pa se nadaljuje, tekma gre naprej, kar je seveda povsem logično. Urbanskej Ploka v napadu. Matevž Jesenko pa Urban Pip, žoga na krilo, kjer se je ponujal Matic Pip, ampak Celjani so se obranili. Nov zadetek medtem za Aleksa Vlaha, njegov 5. na današnji tekmi. 22-17 pa vodijo Celjani. Tudi vzpodbuda za Mlakarja. Pa spet ukradena žoga, znova Vlah v proti napadu. Vlah natančen. 23-17, 6. zadetek za Vlaha in reagiral je Jure Šterbucl. Celjani so se znova odlepili, plus 6 minuta odmora pa vnovič priložnost za naše oglaševalce.
Ko Janez hitro potrebuje zdravnika splošne medicine ali specialista, nič več izgubljen ne kliče naokoli za informacije. Zanj vse uredi varuh zdravja. Sklenite tudi vi zdravstveno polico in si zagotovite dostop do zdravnika, ko ga potrebujete. Tudi na daljavo. Varuh zdravja. Brez dodanega sladkorja. Boombox. Totalno vseeno. Nazaj smo, druga minuta odmora je bila to na zahtevo Šterbucla. Celjani so znova ušli na 6 golov prednosti, 23-17 je. So pa Celjani izgubili Mlakarja, ki se je poškodoval pred nekaj trenutki in zdelo se je, da jih je to zdaj tudi predramilo. Kajti hitro so potem v obrambi nekajkrat kaznovali nepozornost tekmeca in prišli tudi do 3 lahkih zadetkov. V 39. minuti so imeli Škofjeločani priložnost, da se približajo na -2, ampak ni jim to uspelo. 2 taki priložnosti so imeli v drugem polčasu, Celjani pa so vselej potem prišli znova nazaj na varno razliko. Nadaljuje se obračun Terzič in Vlah ter Ivankovič. Marguč je utekel na črto 6 metrov. Pa zelo slabo Ante Ivankovič, 21-letni hrvaški igralec, je žogo poslal čez vrata, ki jih v tem drugem polčasu uspešno brani Gašper Dolenc. Pri 4 obrambah je. Lepa akcija na krilo in zaključil je Matic Pip. Njegov drugi današnji zadetek, 23-18 pa je izid v dvorani Zlatorog. Ni bilo prostora zdaj za zaključek, povsem desno, Vlah in Terzič. Še enkrat Vlah, lepo zdaj na krilo, Marguč ima priložnost in Marguč zadeva. Šele njegov prvi zadetek v tem drugem polčasu, 24-18 je izid, 6. zadetek pa za Gala Marguča. Težave za Aljaža Jesenka. Ampak še naprej seveda v napadu Urbanske Ploka, znova Jesenko, pa Damjanovič, ki je tekmo zelo motivirano začel. Tole pa je zdaj bila igra z nogo, Bergant ni uspel priti do zaključka in Celjani lahko povedejo s +7. Marguč ni se odločil za tveganje. Dolgo časa se je Radovica Čepič ogreval ob robu igrišča, da vstopi zdaj tudi v tem drugem delu. Dobil je priložnost in bo zdaj poskušal. Vlah pa ima ob sebi Matevža Jesenka, ki je torej zadolžen za v tem drugem polčasu razpoloženega Aleksa Vlaha. 7 metrov, ko so si medtem priigrali Celjani, obramba v vratarjevem prostoru. Še četrtič z črte 7 metrov Gal Marguč, ali bo to njegov 7. zadetek. Marguč uspešno
prelisičil je vratarja Dolenca in Celjani vodijo s 25-18. Matevž Jesenko pa poskus prodora Damjanoviča, ki se je znašel na tleh. Pravočasen je bil v obrambi Čepič, samo 9 metrovka je to za Urbanski Ploko. Damjanovič, lahko delo tokrat za Nebojšo Bojiča. Skušajo Celjani odgovoriti s protinapadom. Margučo je tam žogo še pravočasno izbil Damjanovič. Na drugi strani Grega Jamnik, 25-19. Izteka se 45. minuta. In to pomeni, da smo se prebili do zadnje četrtine tega obračuna, ki ga Celjani dobivajo s 25-19. Ves čas Celjani v prednosti. Nekajkrat so se v tem drugem polčasu nevarno približali Škofjeločani, ki so se zdaj znova ubranili. Torej spet so to trenutki, ko celjski napad ni povsem zbran. Je pa zdaj Bojič preprečil, da bi se nasprotnik znova približal na 5 zadetkov zaostanka. Vlah bo organiziral akcijo. Terzič, Vlah in potem Čepič. Zdaj pa minuta odmora, tudi na zahtevo Alema Toskiča, in še zadnjič danes se posvetimo našim oglaševalcem. Philips Sonicare prinaša nov način umivanja zob in dlesni, nežno in temeljito. 62 tisoč gibov na minuto usmerja mikromehučke globoko med zobe ter vzdolž linije dlesni. Nova glava ščetke All-in-One odstrani do 20krat več zobnih oblog in neguje dlesni. Philips Sonicare. Skrb za nego zob še nikoli ni bila enostavnejša. Innovation and you. Philips. Izberite novo zobno ščetko Philips Sonicare Prestige s tehnologijo Sense IQ. Greva na sprehod? Pridi. Zabavna vožnja za vse. Čisto električni Škoda Enyaq i.v. Škoda. Simply clever. Drugič danes je reagiral z minuto odmora Toskič, Celjani pa torej v napadu za svoj 26. zadetek na današnji tekmi. Poglejmo, če jim bo uspelo. Kar nekaj prerivanja, obramba v vratarjevem prostoru in tole bo 7 metrovka za Celje. Znova delo za Gala Marguča. V vrata je stopil seveda znova Gašper Dolenc. Po tisti minuti odmora se je vrnil nazaj. Potem, ko brani v drugem polčasu, ostaja pri 4 obrambah. Vse je zbral v uvodu v drugi polčas. 8. zadetek pa je dosegel Marguč, 26-19 vodstvo za Celje.
poskuša Urban Pip. Tole bo seveda prekršek za 9 metrovko. Zdaj dobro Nebojša Bojič, ki je pri 6 obrambah. Celjani so zdrveli v protinapad, mimo vrat pa Stefan Terzič. Na drugi strani je takoj kazen. Dosegel je zadetek Andrej Dolenc, ki na srečo ni iztaknil poškodbe. Tam pred slabimi 5 minutami. Lepa priložnost med tem za Marguča. Njegov 9. zadetek in Celjani vodijo 27-20. Znova +7. Prekršek, na tleh se je znašel Damjanovič. Še naprej napad za goste. To bo zaključil Aljaž Jesenko in Matevž Jesenko. Nista imela prostora, no, in potem nič nevarnega za vrata Bojiča. Deseti gol pa za Marguča in Celjani zdaj vodijo z 28-20 v zadnjih 10 minutah smo. Prvič danes pa +8 za celjsko zasedbo. Zdaj samo še čudež reši gostujočo ekipo drugega poraza v tej sezoni, kajti celjska ekipa, ne glede na to, da je povsem prenovljena, premore več kot dovolj, pa ne samo kakovosti, kot tudi seveda izkušenj, da bo to prednost znala zadržati. Ja, bo pa to zdaj še naprej napad za Urbanskej Ploko na vkljub 7. obrambi Bojiča. Še ena priložnost za goste, da pridejo do zadetka in Matevžu Jesenko je tudi uspelo. 28-21. Še ena 7-metrovka bo to, znova 7-metrovka za Celjane, priigral jo je Tilen Strmljan. Pričakovano Toskič v drugem polčasu spet ponuja priložnost tudi drugim igralcem. Zdaj bo Tim Cokan izvedel 7-metrovko. V vratih je Jošt Juričan, ki ostaja na črti, ampak vseeno zanesljiv. Tim Cokan. 29-21.
Matevž Jesenko, Urban Pip, pa Aljaž Jesenko, podaja na krilo, ja, dobro so se obranili Celjani, ki imajo priložnost za protinapad in priložnost je uspel izkoristiti Tadej Mazej. Nekdanji igralec Velenja do 7. zadetka v tej sezoni, prvega danes. Prednost Celja pa raste 54. minuta plus 9. Zdaj so tudi tisti igralci, ki so dobili priložnost v zadnjih trenutkih, motivirani, da se dokažejo. Zato ni popuščanja. Zgrešil je Urban Pip, ampak povsem upravičeno bo to še naprej napad za Urbanskej Ploko. Še 6 minut do konca srečanja. Celjani zanesljivo korakajo 7. zmagi naproti. Ta konec tedna bodo zagotovo končali na prvem mestu, kajti Trimo bo obračun 7. kroga odigral šele 17. novembra. Bomo pa videli, kako dolgo lahko tako Celjani kot Trebanjski levi ostanejo 100-odstotni. Lepo medtem Andrej Bergant za 30-22. Terzič dolgo časa je iskal zaključek, zaustavil ga je Jošt Juričan. Vsi trije vratarji Urbanske Ploke imajo torej zdaj v zapisniku obrambo. Skušali bodo gostje ublažiti tale poraz. Jesenko, Urban Pip, pa še enkrat Matevž Jesenko in Urban Pip, Aljaž Jesenko. Urban Pip na tleh, tole zdaj mislim, da bo izključitev. Tako je izključen Tadej Mazej. Pa nekaj žvižgov na tribunah. Tadej Mazej torej za 2 minuti na klop. Plus 8 za Celjane, že predtem se domači navijači niso strinjali, ko so Škofjeločani nadaljevali z napadom, ampak videli smo v ponovljenem posnetku, da je bil Mazej slabo postavljen v obrambi in da je prišlo do udarca. Matevž Jesenko, pa zdaj Aljaž Jesenko. Številčna premoč pri Urbanskej Ploki, ali bodo gostje to znali izkoristiti. Dobro je Terzič pritisnil na zunanjo vrsto. Dolg napad je to gostov. Ne najdejo luknje v obrambi Celja. In zgrešil je vrata Urban Pip. Pri žogi je Cokan, pa Terzič, Strmljan in Čepič ter Kodrin in Suholežnik na igrišču za Celjane v napadu. Brez vratarja v napadu Celjani. Strmljan. Kdo bo zaključil? Sodnika sta dvignila roki. Strmljan, Terzič. Ja, lepa finta in tudi krasen zaključek Čepiča. Njegov tretji današnji zadetek. 31-22, izenačenje najvišje prednosti na srečanju je to za Celje. Celjani torej vodijo s plus 9.
Pa odgovor gostov. Andrej Jankovski je dočakal svoj prvi zadetek v tej sezoni. Krasno je tole zaključil za 31-23. Strmljan. V igri zdaj je tudi kapetan Razgor, ki bo še potreboval nekaj časa, da se vrne v tisto vrhunsko formo. Vratnica je medtem rešila Juričana. Še minuta in pol do konca srečanja. Celjani pa imajo novo priložnost, da napadejo. Razgor. Čepič. En nov zadetek zanj. Mladi igralec iz Črne Gore do četrtega današnjega gola. Celjani pa vodijo z 32-23. Jankovski. Urban Pip. Prodira Urban Pip in tole je njegov 8. zadetek. Vsekakor danes igralec, ki je pri Urbanskej Ploki najbolj opozoril nase. Še pol minute pa do konca srečanja, tako da je glavno vprašanje samo to, s kakšno prednostjo bodo Celjani na koncu slavili. Strmljan, Razgor. Še enkrat Strmljan in Razgor, Čepič. Ali bo Čepič še enkrat zadev? Suholežnik pod prekrškom, zadnjih 10 sekund srečanja. Celjani bodo torej ostali 100-odstotni, tudi tokrat brez večjih težav do zmage. Nekaj trenutkov bo sicer Toskič zagotovo izpostavil na treningih prihodnji teden. Trenutkov, ko je zbranost vsaj malenkostno popustila, ampak to niti približno ni bilo usodno oziroma nevarno za pivovarje, ki so na koncu torej slavili z 32-24. 7 obramb za Bojiča, 3 za Vujovića, pa 10 zadetkov za Marguča, 6 za Vlaha, 4 je dodal še Čepič, na drugi strani pa 4 obrambe Dolenca, 5 obramb Stanojlovića in še 1 obramba Juričana. Z 8 goli je najbolj nase opozoril pri Škofji Loki Urban Pip, 4 gole pa je dodal Matevž Jesenko. Drugi poraz za Urbanskej Ploko v tej sezoni. Vidite listo strelcev z današnje tekme. Poglejmo pa, kaj ene in druge čaka v naslednjem krogu. Celjani bodo gostili 29. oktobra ob 19. uri, torej prihodnjo soboto, Ljubljano, medtem ko se bo Urbanskej Ploka doma 30. oktobra, torej prihodnjo soboto. Celjani bodo jasno na delu prihodnji petek, moram se popraviti, Loka pa torej prihodnjo soboto ob 20. uri zvečer gosti ekipo iz Maribora. Navijači Celja so lahko danes zadovoljni, torej Celjani ostajajo 100-odstotni in ostajajo torej tudi na vrhu lestvice lige NLB. Še nekaj najlepših trenutkov z današnje tekme, sam pa se bom od vas poslovil. Hvala vam za vašo pozornost. Še naprej ostanite v družbi Sportkluba, še naprej jasno tudi prebirajte novice na naši spletni strani, tudi iz lige NLB najdete kar nekaj zanimivosti na www.sportklub.si. Naj pa si bo to torej dovolj. Lep večer še naprej in lep pozdrav.